Pozdravljeni v čisto svežem svetovnem intervjuju, kjer tokrat gostimo zelo simpatične dame, pevke Ano, Alenko in Tinkaro, znane tudi kot Bebop Ladies. Lepo pozdravljene. Gremo kar na sam začetek. 20 let je že minil, odkar je nastala skupina Bebop, danes Bebop Ladies. In pa... Še kar Bebop, veš? Tako. Ja. Aha, še kar Bebop. Ja. Bebop Ladies, oprosti, da prekinjam, se je prijel zaradi Instagrama, ker smo hoteli dati Bebop, pa je bilo že zasedeno. Neka mehiška pijača, veš? No, evo, pa smo razčistili ta misterij. Torej, Bebop še vedno. Ja. 20 let popstarsa. Pa gremo na sam začetek. Kako se same spominjate teh trenutkov, ko ste pred 20 leti zmagale? Ja. Fajn. Mislim, jaz imam same lepe spomine na tisto obdobje. Vem, da je bila moja mami tista, ki me je malo nagnala in rekla, veš, da je po televiziji neka reklama za eno oddajo, za neke talente, neki bojo peli, to bi ti mogla jati. Pa sem tako, okej, v redu, jaz sem takrat študirala v Portorožu, prvi letnik faksa sem bila. In je glih v Portorožu bila prva audicija. In sem šla tja in sem imela zaporedno številko 2. Ja, 2. Kaj si že zjutraj tam kampirala? Pa ne, med najbolj pogumnimi sem bila in sem se prijavila. Veš, drugi so vsi malo cincali, ne bi, dej, kaj je prijavnica. Jaz se pa prav spomnim, jaz sem prišla v Mariboru z Majo Založnik. Sva šli skupaj do Podravnatla, če lahko manjkava od pouka. Ker bi radi šli na audicijo. Ker takrat se še vprašali, če lahko manjkajo. Ja. Zdaj več ne. Sam greš. Ja, jaz sem se pa prijavila skupaj s plesno skupino, ker sem včasih plesala in smo tudi videli to reklamo Postani zvezda, pokaži, kaj znaš. In smo rekli, da gremo mi se malo prijaviti, ne bomo pokazali, kaj znamo, plešemo, ne. In potem smo prišli tja na audicijo. In je bilo treba 5. In potem smo se 3 res prijavile in tudi vse 3 prišle med 30. In tudi te punce, ko smo skupaj plesali, so zdaj tudi v tem videospotu, to za plesna skupina La Viva. Je pa tudi zanimiv, jaz sem takrat pa popoldan delala v službi in potem smo šli v drugi krog in sem tudi mogla iti moji šefici takratni. In da sem prišla v drugi krog, če lahko grem popoldan na mesto za šalter 5, ne? In je rekla, to se tako spomnim, zapri vrata! Poj! In si ni mogla zapeti od Severine, to, jaz samo pevam. In pol je tako fajn rekla, 5. Ne, jaz se pa še tega spomnim, ker Tinkara itak s temi svojimi frendicami, ki plešejo, razturavajo tam na pol, jaz pa kar... Ko pa je zdaj to, ja. Jaz pa šla, jaz nimam pojma. A vi ste bile na isti audiciji? Jaz sem njo... Ampak ne vem, jaz sem tebe v Ljubljani, sorry. V Ljubljani, ja. Ker smo prišli vse med 30, smo mogli pol že v naslednje kroge in smo tam nekaj pol plesali. Ampak kaj pa sam trenutek, ko ste zmagali, torej tista razglasitev, cela Slovenija je spremljala to v oddaji. Jaz sem že pozabil, kera je jokala? Od sreče? Danes smo že tukaj obujali te spomine, ko smo že tukaj intervjuju, ampak jaz se spomnim, da je moja nana spekla torto Popstars, ker mi smo bili doma prepričani, da zaradi moje službe in vsega, da jaz ne bom sprejeta v skupino, zaradi tega, ker ne bi mogla usklajevati vseh urnikov. Tako da ko so mi povedali, da sem v skupini, tudi ta trenutek je v spotu zdaj, ko mami zaploska, ne? Vem, da je bil takrat moj prva misel, kaj bo v službi rekli, ne? In to je bil 23. april 2001 in 2002. In pol sem tudi sodelavca z Večerna pijača povabila, da sem povedala in tudi takrat zvedela, da se mi iz določen čas spremeni v nedoločen čas služba. Ampak no pressure, tako da isti dan. Jaz pa edini spomin, ki ga imam na zmago, niti ne na reakcijo svojo, pač pa na to, da je moja sestra takrat praznovala rojstni dan, ker so mi prišli povedati na njen rojstni dan, 27. aprila. Evo, državni praznik si je Natka in produkcija so se pripeljali do mene. Jaz se pa spomnim, da sem takrat prebrala horoskop in v horoskopu je pisalo, ne nadejajte si preveč. Tako da, jaz sem bila pač prepričana, če kdo ima horoskop prav. To je zdaj to, jaz ne bom zbrana, ne? In potem je Matej Strah prišel meni povedati, ker me je tako dolg me je držal, pa malo nategoval, pa razvlekel, pa ne vem, kaj sem se povej, že enkrat v onem kavču našem domačem sem se kar zlezla sem noti tisti kavč, se spomnim.
In pol je pa Čakaj, tebi je prišel Matej, tebi je prišla Natka, meni pa Nika del. In tudi to, ko je mami rekla, Nika del, ona je bila kot taka šaf, če bi prišla Natka, pol si not, če pa Nika, so poslali, že tako malo gledali. Kakšne kalkulacije. Ja, take kalkulacije, ampak super, jaz sem res danes že neštetokrat povedala, ampak sem hvaležna, da mi je vesolje poslalo. Te take čudovite ljudi in čudovite zgodbe. Danes smo že cel dan take, da mamitve Ja, res, ja. No, ampak takrat ste, ko ste postali Bepop, še skupaj s Simonom in Nejcem, ste v bistvu povzročili pravo Bepop euforijo, ne? Kako ste same doživljali bomo rekli, čez noč ste ratali mega zvezde, tudi najbolj prodajni album vseh časov v zgodovini Slovenije. Kako ste to doživljali? Pa se nekega recepta niti nismo imeli, nismo dobili navodil, kako se sploh obnašati. Nam je to bilo dejansko... Zdaj ste izbrani, zdaj pa imate take obveznosti. In jaz se spomnim, ko so se jokali tam, pa zakaj se jokaš? Mislim, fani, veš, zdaj nismo tega tako dojemali kot tisti, ki so gledali oddaje, ne, in so res, recimo zdaj, ko obujamo malo spomine izpred 20 let, nam tudi velikrat pišejo, joj, prav spomnim se, kje sem bila takrat, pa na unem koncertu sem stala v tej pa tej vrsti, stopa s to prijateljico, tako, ne bom pozabila, ko si šla mimo mene. Veš, da se tako, mislim, ne dojemaš tega. Mi smo na maturantskem plesu takrat na Ti si moje sonce plesali vse. Vsi smo znali koreografijo. Res je zanimivo, ampak ja, ko si vprašal, kako smo na to, nas vsi poimenovali zvezde, ampak mi smo vedno, vem, da so tudi v intervjujih, smo rekli, mislim, zvezde, ne. Nismo se tako počutili, bile smo vedno take poljudne, preproste, nasmejane in potem smo še vedno znane in take smo, ne. In to na nek način, mogoče smo izpostavljali v tem videospotu Brez kril, pri zadnji pesmi, ravno to, ne. Kaj pravzaprav industrija pričakuje od zvezd, ne, vse pač v narekovaj devam, ker pač v Sloveniji se mi zdi, da ne moramo o tem govoriti. Kaj se pričakuje, ne, tudi kakšno obnašanje, in kako te mogoče tudi ljudje vidijo. Mi pa nikoli to nismo bile, ne? Zato tudi v videospotu rečemo, zdaj pa dovolj, bomo mi to po svoje, vse stran, frende pokličite in to je to. Iskrenost, prijateljstvo, tako. Zdaj ste čisto obrnili moje vprašanje. Vidiš, kako te znamo? Gremo pa na pesem najprej, ne? Torej, prav te dni predstavljate novo pesem Brez kril. Povedala si že, o čem govori. Videospot je pa nekaj posebenega. In sicer je sestavljen iz arhivskih posnetkov takratne Popstars turneje. Oddaj pa nekih trenutkov, ki v bistvu še niso bili objavljeni, Živalskega vrta, ko je bil še Nejc in Simon sta zraven. Tako da ja, v bistvu se dve zgodbi, ja, ena zgodba je ta, ko smo tudi našega menedžerja Gregorja vpletli, ne, da je ta šarf menedžer, predstavlja industrijo, dajmo, držite se, boste dive, ne, in me, kaj zdaj to, ne, in pol Ana reče, dajmo zdaj to me po svoje in pokličemo prijatelje in vmes čez cel spot, no, se pa prepletajo ti posnetki nas, takih malinovčkev, ne, takih, ko smo bili, pa še vedno, množice, ki so v bistvu res drle na naše koncerte, takrat to je bilo noro. Tako da ja, režiser je pa David Podgornik. Avtor komada pa Žan Serčič. Zdaj, ko ste pred 2 letoma naznanili torej vrnitev kot trio, so pol sledile 3 pesmi, ne? Torej ena solo, ena z Rebeko Dremelj in pa ena v okviru oddaje tvoje televizijske. Zgleda, da se vam nikamor ne mudi, ne? To v 2 letih 3 pesmi ni toliko veliko. No, samo še vedno, da je bila vmes korona, ne? Mi smo, Brez kril smo mi posneli že leto pa pol nazaj, veš. Ampak hočem reči, da zdaj v bistvu si vzamete čas, se vam ne mudi, ne hitite, ne? Načeloma, naš comeback se je zgodil tudi malo na pobudo našega menedžerja, kaj če bi mi malo budili, veliko je bilo enih povpraševanj, da bi vas še malo radi videli na odru, slišali. In smo v bistvu se tako zbrali, čistko, dajmo malo buditi, nostalgijo, brez nekih planov, pa zdaj bo album, pa noč. Mislim, plani so bili, da oddelamo par špilov. Točno to.
na temo nostalgije, to, kar se pač, to neko obdobje, se je to je nek comeback doživelo, ko se je povsod v diskotekah poslušala ta neka stara slovenska muzika, ne, in so v bistvu te nove generacije poznale vse te komade in ko smo mi stopili gor na oder, mislim, to je bilo, no, res, sploh ne znam z besedami opisati. Zdaj, ko si omenila nostalgijo, a lahko zaupa vsaka na kratko eno še neznano anekdoto iz 20 let, kaj se vam je zgodilo? Recimo, ko vam je najbolj v spominu ostala ali pa najljubša, pa da ni zdaj toliko znana še. Veš, mi smo tako odprta knjiga, da vse povemo, da ni znana. Mislim, recimo Ana je prej zelo dobro povedala, da, ne vem, to ni neka mehna anekdotica, ampak v današnjem času je res vse bolj dostopno in so ta socialna mreža, kakorkoli, že vse je live, tako. Včasih so se pa fani mogli veliko bolj potruditi, da so vedeli, kje smo, kje se bomo pojavili, pa ne samo nastop, ne vem, včasih so te našli tudi čist v trgovini, ker si kupoval špecarijo, ne vem. In smo imeli mogoče res par die hard fanov, če tako rečem, ki so nas dobesedno spremljali, no. Stalkali. Ja? To bi se danes lahko tako izrazil, ne, Če bi bili na Instagramu, bi bili stalkerji. Ampak taki zelo neškodljivi. A kaj pa recimo, kaj je bilo najbolj nenavadno darilo, ki ste ga dobili od oboževalcev? Jaz se spomnim, za rojstni dan, se spomnite, da sem imela enega oboževalca Miho? Ko mi je ne, to pa vem, ja, ker pač on, ne da Miha, da bi bil stalker, pač on nas je sledil tudi. In mi je enkrat za rojstni dan prinesel verižico v obliki srčka z nekim modrim kamnom noter in meni je bilo takrat to, ne moreš mi verižice podariti človek, mislim, sploh se ne poznava, veš, to pričakuješ res od nekoga, ne. S tem, da on verjetno je čutil to neko, veš, da smo mi dostopni, povezavo, tako, ne. Meni je bilo to, jaz sem mu hotela vrniti, ne morem to sprejeti, absolutno preveč, ne. In ne, takrat pač mi je to podaril. Jaz se pa spomnim ene, itak, ko smo bili po teh koncertih, čisto na začetku so nam te pliškote natrgali na oder in bili smo na enem koncertu, zdaj ne vem, a je bilo Zagorje, ne vem kje, vržejo en tak velik srček. In ne vem, a se je zabil vame ali v njo in sva se zagrebli. To je bil skoraj fight, to je bil jok za oderjo. Jok za oderjo. Res? Ja. To se pa ne spomnim. Ker je res bil, mislim, itak smo si tisto porazdelili, nismo stran metali, to smo mi imeli vreče. Jaz imam še krto doma, drugače, vreče. Ne, jaz nimam več, ampak bo hotel. Ne, jaz pa imam. Sploh ne vem, kje je pol ti srček. Pri meni. Jaz vem. Ampak ja, ne? Tako, take stvari je vedno lepo slišati, ne? Ampak vseeno, čaka vas celoletno praznovanje, če sem prav razumela. Tako smo si rekli, kaj zakaj pa vse? ne? Torej, aprila je prava obletnica Bipopa. Ja, čeprav v medijih nam so konec aprila povedali, vsakmo na drug dan, pol je pa tam konec maja, začetek junija, da so pol pa vedeli, kdo je v skupini. Ja, na televiziji. Ampak vseeno, imeli ste tudi Popstars turnejo, se morda vračate tudi na odre nazaj? Mislim, z veseljem bi se, če boste kaj nastopali. Zagotovo se bomo, ko bodo pač razmere dopuščale, dopuščale, vsekakor si želimo zdaj nekih dolgoročnih planov, koncerti taka ne moramo, vsekakor pa stremimo k temu, si želimo. Zdaj v zadnjem času nam je par špilov odpadlo, zdaj nazadnje smo nastopali, prosim lepo, v Stari Gorici v Italiji, ne, smo imeli koncert, pa enega še tudi decembra, ne, drugače pa je kar bolj ko ne odpadali zaradi teh ukrepov. Mislim, smo imeli neke bookinge, samo je pol res, veš, iz danes na jutri je šlo, ne. Tudi plane za naprej, imamo plan celo leto praznovati, kaj na velik zvon pa še ne obešamo kaj, ker ne vemo, ali bomo lahko to speljali. Izvedli ali ne, ja. Mislim, da vsi lahko držimo pesti, da bo se stvar uredila in da vas bomo spet čim prej tako. Pa še nekaj me zanima, kaj pa sicer počnete, ko niste skupaj? Zdaj ima vsaka svoje življenja, torej po 16 letih ste se spet združile, ampak vseeno. Zate vem, da si podjetnica, mama, vse ti tudi poješ, ti imaš TV oddajo, radio. Je še kaj takega, kar ne vemo? Kar po vrsti. Če še kaj ne veste, pol najbolj greste na moj Instagram, pa pogledate, ker tam vse delim. Mislim, res nisem zdaj neki človek, da bi skrivala karkoli, zelo odprta knjiga, tako da iskreno in tako. Jaz grem zelo rada ven na zrak, v kakšen hrib hoditi, kakšno knjigo dobro rada preberem. Sicer zdaj moj, kaj je že, Kobo, neki ni, Kobo, ker prav se že kako nabira. Ja. Berem, ne, tako da, pa tudi serije me čakajo kar
ena za drugo. Ja, in zakaj jih ne gledaš, pa ne Nima bereš? časa. A ja, kaj pa delaš, ja. To ga zanima? Zdaj je res ogromno bilo enih, pa že, mislim, veseli december, praznovanje v krogu družine, že to veliko, ne? Ja, jaz tudi zelo rada berem, drugače sem pa mamica 3 deklet, rada kuham v prostem času, kar se tiče pa projektov, pa ja, sem tudi TV voditeljica, otroške knjige pišem, z marketingom se ukvarjam, malo za druga podjetja urejam to socialno omrežje, tudi za Bipop, za sebe, tako da ja, veliko stvari se mi dogaja, ampak sami taki projekti, ki so mi pisani na kožo. Ok, za konec pa še bi prosil za eno skupno sporočilo za naše gledalce pa bralce, Sveta 24, če lahko zaupate eno tako sporočilo, kaj jim želite. Življenje je res lepo in uživite vsak trenutek, pa verjemite, da bo vse ok. To zdaj na kratko. Ja, jaz bi rekla, mogoče, če boste poslušali besedilo pesmi Brez kril, potem upam, da se boste našli v njem in da boste sledili sporočilu tega besedila. Namreč v njem opevamo, da je fajn, da odkrijemo, kaj je tisto, kar nam v življenju res največ pomeni in da to potem tudi gojimo. Obkrožajte se s pozitivno, polnite se s pozitivno energijo in stremite k pozitivizmu. In poslušajte Brez kril. Lisa, lahko vas za refren prosim, če dopojete refren. Ja, No, pa kar. Tisoče stvari, ki bi imela jih, a vse za manjče ne morem deliti. Tisoče napak, ki so za mano, ampak ni mi žal, iz njih se učim kot ptica sem na nebu, ki sanjam naproti leti. A zame življenje brez ljubezni je brez kril. Življenje. Dame, najlepša hvala, da ste bile z mano in pa želim vam vse najboljše in vse najlepše v letu, ki ga slavite. To je bilo to, vidimo pa se zopet naslednjič v svetovnem intervjuju.